Spoštovani, ustanovitelj zavoda Harmonija generacij in avtor koncepta gibanja Harmonija generacij Slavko Sakelšek, spoštovana sovoditelja posveta, državni svetnik in predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Danijel Kastelic in Aleš Košir iz zavoda Harmonija generacij, cenjeni poslanke in poslanci državnega zbora, državne svetnice in državni svetniki, panelisti, gospe in gospodje. Lep pozdrav tudi vsem, ki posvet spremljate nadaljavo. Veliko čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, ter tudi v svojem osebnem imenu na posvetu z naslovom Družina, družba, harmonija. Današnji dan ni izbran naključno. 15. maj je Mednarodni dan družine. Dan, ki nas vsako leto znova spomni, da družina ni le zasebni prostor, temveč eden najpomembnejših temeljev zdrave, solidarne in trajnostne družbe. Je prvi prostor zaupanja, opore, odgovornosti in učenja. Tudi zato je Mednarodni dan družine eno osrednjih izhodišč projekta Harmonija generacij. Posebej sem vesel, da o družini danes ne govorimo zgolj načelno, temveč jo postavljamo v širši družbeni kontekst. Odnos do skupnosti, vzgoje in izobraževanja, lokalnega okolja, zakonodaje in vrednot, na katerih želimo graditi prihodnost Slovenije. Skrb za družino namreč ni naloga enega resorja, temveč vprašanje, ki se tiče vseh nas, ne glede na našo vlogo v družbi. Državni svet Republike Slovenije je v projektu Harmonija generacij že lani prepoznal dolgoročni pomen. Marca 2025 smo zato sprejeli odločitev, da projekt podpremo s prevzemom častnega pokroviteljstva. Ne zaradi protokola, ampak iz prepričanja, da Slovenija resnično potrebuje takšne pobude, ki povezujejo družine, generacije, lokalne skupnosti, stroko, civilno družbo in državo. Harmonija generacij nas nagovarja prav tam, kjer so danes, v času hitrih sprememb, izzivi najgloblji. Opominja nas, da starejši ne smejo biti odrinjeni na rob, mladi ne smejo ostati brez opore, družine pa ne smejo biti prepuščene sami sebi. Družina je zato mnogo več kot tema enega dneva ali enega posveta. V njej se prepletajo vprašanja kakovosti življenja in demografske prihodnosti, pa tudi zdravja, varnosti, vzgoje, dela, stanovanjske politike, skrbi za starejše ter zaupanje v družbo in njene institucije. Zato skrb za družino ni le vprašanje socialne politike, temveč tudi vprašanje razvoja, blaginje in prihodnosti Slovenije. Blaginja družin ni samoumevna, je rezultat skupne skrbi, premišljenih ukrepov in zakonodaje. Le-ta ne nalaga bremen, ampak odpira prostor za varnost in razvoj. Državni svet ima pri tem posebno vlogo. Je prostor, kjer se srečujejo različni glasovi naše raznolike družbe. To odseva tudi v današnjem programu. O družini govorimo z vidika tradicije in sodobnih izzivov, vzgoje, medgeneracijskega povezovanja ter vloge občin. Večkrat sem že poudaril, in to globoko verjamem, družba ni le prostor, ampak mreža odnosov, ki jih moramo skrbno, aktivno ustvarjati ter ohranjati. Harmonija generacij tej misli daje konkretno obliko. Ljudi povezuje skozi gibanje, zdrav življenjski slog, trajnostni razvoj, igro, ustvarjalnost in pogovor. Posebna vrednost projekta je, da generacije povezuje v skupno izkušnjo. Otroci, starši in starejši niso le udeleženci, temveč so soustvarjalci.
Izkušnje se srečujejo z energijo mladih, znanje in radovednostjo, tradicija z novimi idejami. V tem je bistvo medgeneracijske solidarnosti. Pomembno se mi zdi tudi, da letošnji projekt odpira vprašanje enakomernega razvoja Slovenije. Družini prijazno okolje ne sme biti odvisno od poštne številke. Zagotoviti je treba varnost in dostopnost do osnovnih storitev, tako v mestu kot na podeželju, ob meji in v srcu države. Lokalne skupnosti so in morajo pri tem ostati ključni soustvarjalci, ne le naslovniki odločitev. Veseli me, da projekt raste in razvija v več smeri. Od trajnostne mobilnosti in mreže prireditev po Sloveniji do povezovanja šol, vrtcev, društev, domov starejših, občin, medijev in mednarodnih partnerjev. Harmonija generacij ni enkraten dogodek, je gibanje in prav v tem je moč. Spoštovani, ko govorimo o družini, govorimo o prihodnosti in vseh nas. Zato si želim, da bi današnji posvet odprl iskren, spoštljiv in vsebinsko bogat pogovor. Naj se v njem srečajo strokovne ugotovitve, izkušnje iz prakse in predlogi za boljše rešitve. Iskrena hvala avtorju koncepta gibanja, gospodu Slavku Sakelšku, društvu Mediašport, zavodu Harmonija generacij in vsem partnerjem tega posveta. Naj bo današnji posvet še en korak k družbi, v kateri se družina čuti podprto, generacije povezano in človek sprejet. Hvala za vašo pozornost in želim vam uspešen posvet.